Jaz ne čutim, očitno sem tu edini predstavnik sindikatov javnega sektora in zaradi tega ne čutim prav nobene slabe vesti. Moram reči, da sem poznan kot ostra sindikalni lider, ga tisti me boljše poznajo kot zdravnika intenzivista in ob tem se ukvarjam še z donorskim programom, še z transplantacijo celega organizma. Sem danes obiskal enega prijatelja, ki so tukaj 48 urami, kar so bili srce in so odlično počutili. In sem zelo zadovoljen, da imamo tako dobro zdravstvo in tudi tako dober javni sektor. Je pa res, da moram reči, da zdaj verjetno zdravniki predstavljamo 3%, če imam tudi predvsem še glas, če je potrebno. Zdravniki predstavljamo 3% javnih uslužbencev. In število zdravnikov se končno in zelo počasi približuje evropskemu povprečju. Po drugi strani je, ko se praktično vedno, ko se govori o plačnem, govori o Fidesu na zdravnikih, je v najvišjem plačenem razredu od 5000 zdravnikov v javnem sektorju samo 700 zdravnikov. Piramida je bila postavljena zelo racionalno. Po drugi strani pa se mi zdi, da ta kriza in ti dogodki, dogovori, ki zdaj potekajo, meni ne predstavljajo pravzaprav nič novega. V zdravstvu se z neko latentno krizo soočamo že vseh 20 let. In predvsem zaradi tega, ker je razlika med možnostmi in željami so vedno zelo velike. Ne vse, ampak skoraj vsi politiki, vse politike do zdaj so obljubljali v Sloveniji zdravstveni paradiž, ki ga s tem bruto družbenim proizvodom in dohodkom na prebivalstva ni mogoče obljubljati, zlasti pa ne realizirati in so razočaranja, ne glede na to, da imamo dober zdravstveni sistem, ki se ga vedno seveda da izboljšati, so razočaranja velike. Zdravniki smo, tudi če smo delojemalci, pravzaprav skoraj vedno nastopili tudi kot delodajalci, ker v bistvu vsak zdravnik na nek način vodi svoj tim in seveda delo v medicini je timsko delo. Vsakrat, ko jaz vzamem svinčnik, delam stroške. In prav od moje strokovnosti, moje zavesti in občutka odgovornosti za pacienta in tudi za zdravstveni budžet je seveda odvisno, kako velike stroške bom povzročil. Zato se je in na svetu in v Evropi so že davno spoznali, da je seveda zdravniški poklic potrebno kritično obravnavati. Mislim, da smo to zdravniki spoznali sami že kdaj, da pa pomeni javni linč posameznih zdravnikov, ki so naredili napako, čeprav jim še ni bila dokazana, povzroča samo tako imenovano defenzivno medicino. Kaj to pomeni? Zlasti mladi zdravniki v strahu pred tem, da bi naredili napako, za vsak slučaj pišejo preveč zdravil, preveč preiskave ponavljajo in to zelo veliko stane. Tako da smo mi popolnoma jasni, da je lahko naš prispevek v krizi in k reševanju krize pomemben in velik. Verjetno smo se prav zaradi tega, ker znamo oceniti kritičnega pacienta in vemo, kako je treba reagirati in kako so prve ure časa zdravljenja kritično bolnega pacienta, zlata prva ura pomembne, verjetno v tem trenutku se stavki javnega sektorja nismo pridružili. Verjamemo, da je ocena, ki jo je podal recimo finančni minister, zelo realna. In vemo, da je stavka kot skrajno sredstvo, in jaz vem, kaj pomeni stavka, jo vodi, biti za njo odgovorni zaradi njene spad, ker smo leta 1996 stavkali 17 delovnih dni. Da je to v bistvu tisto orožje, ki ga potegneš potem, ko so izčrpane vse možnosti. To je seveda ustavno, legitimno sredstvo in je zelo velika odgovornost. Ta hip se mi zdi, in zato smo se zdravniki tako odločili, dvakrat glavni odbor, brez glasov proti in brez pomislekov, da se bomo pogajali. In se pogajamo in vlada je naredila nekatere približevalne predloge in verjamem, da se je skoraj o vsaki stvari, o vsaki točki moč govoriti na tak način, da
bo uspeh zadovoljil. Še eno stvar bi rad povedal. 97. leta smo imeli tu, ko smo postali člani Evropske federacije zaposlenih zdravnikov na Bledu, naše kolege iz Evrope. Nekateri so bili tu prvič in takrat smo državo šele ustvarjali in so rekli, paste, kaj boste iz te lepe, krasne države naredili, da je ne boste zavozili. In pogosto imamo občutek, da ni sicer zavožena, se je pa marsikaj zgodilo tako, kot si poprečni, ali pa vsi Slovenci nismo želeli. In verjetno je zato odgovornost vsakega posameznika in vsakega sindikata in vsakega državljana, da pravzaprav ne samo zaradi nas, tudi zaradi naših otrok, prispeva k tem, da se bomo iz te krize rešili. Mi hočemo, kot zdravniki, z seveda močnim socialnim občutkom, socialno državo, jaz in verjamem, da večino mojih kolegov noče socialistične države, ker socialistično državo smo že probali, socialno pa imamo in jo verjamem, lahko ohranimo in jo moramo ohraniti. Zaenkrat.